Dokumentarci so lahko odličen način, da ljudje povedo svoje zgodbe. Včasih so te zgodbe vsakdanje, vendar lahko način, kako so predstavljene, tudi povsem običajne, vsakdanje ljudi naredi nenavadne ali zanimive. Številka 10. Leta 1975 sta filmska ustvarjalca Albert in David Maysles izdala dokumentarec, ki je intimno prikazal življenje dveh žensk, ki jo je družba skoraj povsem pozabila. Bil je nekoliko sporen že takrat in je takšen ostal vse odtlej. Toda Grey Gardens so prav tako vplivali na popularno kulturo na način, ki ga nobena od njunih protagonistk ni mogla pričakovati. Brata Maysles sta se prvič seznanila za zgodbo Edith Beale in njene hčerke Little Edie leta 1972. Mattie in hči sta bili članici ene najvplivnejših družin v New Yorku. Starejša Edith je bila sestra Johna Blackjacka Bouvieja, borznega posrednika z Wall Streeta in očeta nekdanje prve dame Jackie Kennedy. Oč Little Edie je bil Philon Beale, športnik in odvetnik. Glede na življenje njunih družin bi morali ti dve ženski živeti udobno življenje kot del newyorške visoke družbe, vendar temu ni bilo tako. Philon se je v 30 letih ločil od svoje žene in jo uradno ločil v 40 letih. Edith se je popolnoma preselila v Grey Gardens, razkošno graščino in posestvo v East Hamptonu. Sprva jo je podpiral njen oče in imela je na voljo celotno osebje. Ko pa je umrl, je njeno dediščino prevzel nadzor družinskih članov, ki sta njej in Little Edie namenili zelo malo za preživetje. Grey Gardens so postopoma začeli propadati. Little Edie se je odpovedala sanjam o Broadwayu in življenju na Manhattanu, da bi se preselila in podpirala svojo mater, vendar je lahko storila le malo, da bi upočasnila propadanje posestva. Vrtovi so zarasli, hiša pa se je začela podirati. Ko sta brata Maysles prvič spoznali družino Beale, so se ti borili, da bi preprečili, da bi jim vzeli dom. Stanje posestva se je tako poslabšalo, da je pritegnilo pozornost lokalnih oblasti. Hiša je bila polna boh in v njej so živeli mačke ter divje živali. Lokalne oblasti so začele vrsto inšpekcijskih pregledov, ki jih je Edita imenovala racije in so jim grozili z izselitvijo. Poleti leta 1972 so Edenine nečakinje priskočile na pomoč in zagotovile sredstva potrebna za stabilizacijo in popravilo hiše. Zdaj je ustrezala krajevnim predpisom, vendar še vedno ni bila primerna za bivanje. Vendar sta Beleova tam še naprej živela. Grey Gardens so bili sprva podprti strani Lee Radziwill, vendar je bil projekt opuščen. Ko sta se Mayslesova leta 1974 vrnila, to ni bilo več z njeno podporo, vendar sta bila Edith in Little Edie videti veseli njune prisotnosti. Filmska ekipa je v enem letu zgradila odnos z Bealovima in snemala drobne utrinke njunega življenja. V filmu Grey Gardens ni bilo glasbene podlage ali pripovedovanja in tudi ne formalnih intervjujev. Namesto tega sta se ženski pogovarjali s filmsko ekipo in kamero, medtem ko sta preživljali svoje dneve, poležavali na zgornjem balkonu ali poslušali glasbo v skupni spalnici. Delita zgodbe iz manjših let, ko sta bili še del visoke družbe in sta imeli vse življenje pred seboj. Zgodbe, ki jih pripoveduje Little Edie, so še posebej žalostne. V času snemanja dokumentarca je bila v svojih 50 letih in jasno je bilo, da je čutila, da je žrtvovala velik del svojega življenja, da bi podpirala svojo mamo. Govori o prijateljicah, ki so med drugo svetovno vojno kot medicinske sestre odšle v tujino in se zaljubile, ter o starih zvezah, ki so se deloma zaradi materinega neodobravanja razbinile. Občasno se obe Editi prepirata med seboj, medtem ko snemalna in tonska ekipa opazujeta, včasih pa kamera preide na posnetke ogledala. Včasih je gledanje neprijetno, Mayslesovi pa so bili kritizirani, da izkoriščajo dve ranljivi ženski. Vendar so trdili, da Bealovi nista bili duševno bolni, ampak preprosto ekscentrični in sta se želeli izraziti, in ta dokumentarec jima je dal glas. Številka 9. Zgodba o Joeju Simpsonu in Simonu Yatesu je bila večkrat povedana po njunem grozljivem potovanju v perujske Ande leta 1985. Dokumentarek iz leta 2003 o tej preizkušnji je ponovna pripoved, ki gledalce pripelje čim bližje dogodkom, saj Simpson in Yates sama pripovedujeta zgodbo. Film Touching the Void je izšel leta 2003 in temelji na spominih, ki jih je napisal Simpson, ki bi ga lahko opisali kot glavnega junaka zgodbe. Tako Simpson kot Yates sta bila v svojih srednjih 20 letih že izkušena alpinista, ko sta se odpravila na potovanje v Peru. Oba sta bila ambiciozna in sta sanjala o tem, da bi preplezala čim več gora. Njuni cilj junija 1985 je bil preplezati zahodno steno Siula Grande.
To je bila pot, ki je še nihče ni preplezal, čeprav je poskusilo že veliko ljudi. Prvi del dokumentarca pripoveduje o njuni poti na 6344 metrov visoko goro. Zgodba je predstavljena skozi dramatično rekonstrukcijo, pripoved pa poteka prek intervjujev s Simpsonom, Yatesom in Richardom Hawkingom, njunim partnerjem, ki ni plezal in je čakal v baznem taboru. Intervjuji potekajo ločeno, vsak od njih govori v kamero, ko opisuje misli, ki so mu šle skozi glavo med preizkušnjo. Po zahtevnem vzponu sta Simpson in Yates prišla na vrh gore, kar od takrat ni uspelo nikomor po isti poti. Oba plezalca v svojih intervjujih opisujeta olajšanje, saj se 80% plezalnih nesreč zgodi med vzponom, zdaj pa sta morala le še sestopiti. Tokrat bi se stopala po severni steni gore. Stvari so sprva potekale gladko, a kmalu po začetku poti je Simpson zdrsnil in si zlomil nogo. Plezalec v bolečih podrobnostih opisuje, kaj se je zgodilo in koliko bolečine je čutil. Za Simpsona je bilo nemogoče obremeniti zlomljeno nogo, pred njima pa je bila še dolga pot navzdol po gori. Simpson je pričakoval, da ga bo Yates pustil za seboj in rešil sebe, vendar je Yates želel oba pripeljati nazaj živa. Med njima je pritrdil vrv in začel naporen postopek postopnega spuščanja Simpsona po gori. Vsakih 45 metrov je moral Simpson stati, kolikor je le mogel, da je razbremenil vrv, da je Yates lahko premaknil svoj varovalni pripomoček čez vozel. Napenovala sta, dokler ju ni znova doletela nesreča. Yates je nehote spustil Simpsona čez rob pečine. V slabotni svetlobi in padajočem snegu Yates ni mogel videti, kaj je narobe. Simpson je visel več 100 čevljev v zraku, predaleč od stene, da bi se lahko prijel, in ni mogel splezati nazaj po vrvi. Dokumentarik odlično prikaže, kako brezupna je bila situacija za oba moška in misli, ki so vodile do odločitve, ki jo je moral sprejeti Yates. Ko je postalo jasno, da Simpson ne more splezati nazaj po vrvi, je Yates prerezal vrv, da ne bi skupaj z njim padel čez prepad. Simpson je padel v ledeniško razpoko, kjer je bila le ena pot ven, in to je bilo, da gre še globje. Tudi potem, ko je pobegnil iz te ozke ledene razpoke, ga je čakala še celotna pot nazaj do baznega tabora. To je bila pot, s katero se je Yates že boril, nepoškodovan, prepričan, da je njegov plezalni partner umrl. Simpson brez kakršnega koli falisanja opiše, kako se je vrnil v bazni tabor. Misli, skozi katere je šel, da bi se motiviral za nadaljevanje, tudi ko se je zdelo, da je vsa upanje izgubljeno. Številka 8. The Great Hack pripoveduje zgodbo o škandalu Cambridge Analytica z vidika 3 ljudi, vpletenih v to kontroverzo. Dokumentarec je bil posnet, ko so zgodbo razkrivali časopisi po vsem svetu in gledalcem ponuja edinstveno pogled v to, kako so se dogodki odvijali za 3 glavne protagoniste. Cambridge Analytica je bilo politično svetovalno podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu. Ponašalo se je, da ima na tisoče podatkovnih točk o vsakem ameriškem volivcu, zbranih predvsem prek njihovih spletnih interakcij na spletnih straneh, kot je Facebook. Za vsakega od teh uporabnikov so ustvarili profile in jih lahko ciljali z oglasi za takrat prihajajoče ameriške volitve. To so bila orožja, ki jih je matično podjetje Cambridge Analytica, SCL Group, uporabljalo v drugih državah. Skupina SCL je izvajala psihološke operacije, PSYOP, da bi ljudi spodbudila, naj glasujejo na določen način ali pa sploh ne glasujejo, če jih ni bilo mogoče prepričati, da bi glasovali tako, kot so si želeli naročniki podjetja. Decembra 2015 so novinarji začeli razkrivati zgodbo, da je Cambridge Analytica nezakonito zbirala podatke za uporabo v političnih kampanjah v ZDA. Medtem ko se je večina medijske pozornosti osredotočila na Facebook, kjer je podjetje pridobilo večino podatkov, je bila ta zgodba več kot le uhajanje podatkov z Facebooka. Novinarka Carol Cadwalder je nadaljevala z raziskovanjem zgodbe, še posebej vpletenosti Cambridge Analytica v kampanjo Leave Beats EU na referendumu o Brexitu. Preiskava in intervju Cadwaladreve predstavljata hrbtenico dokumentarnega filma. Skozi dokumentarec lahko pojasni, da je šlo za več kot le za nekaj razkritih podatkov in postane jasno, kako so bile volitve po vsem svetu manipulirane. Hkrati dokumentarec pripoveduje zgodbo Davida Carrolla, ameriškega univerzitetnega profesorja. Carroll je izvedel zatrditve Cambridge Analytica o podatkovnih točkah o ameriških volivcih, med katerimi bi bil tudi sam. Leta 2016 je začel kampanjo proti podjetju, da bi natančno ugotovil, katera informacija ima Cambridge Analytica o njem. To ga je popeljalo na naporno potovanje skozi britanski pravni sistem, ki ga dokumentarec podrobno spremlja. To je bil težak boj, ki je trajal več let.
Preden je Carroll lahko izvedel, katere podatke je podjetje zbralo, je Cambridge Analytica zaprla svoje poslovanje. Zdaj ni bilo več podjetja, ki bi ga britanska sodišča lahko prisilila, da razkrije resnico. Tretji glavni intervjuvanec v dokumentarcu je prišel z druge strani zgodbe. Brittany Kaiser je bila direktorica za razvoj poslovanja pri Cambridge Analytica in je bila predmet preiskav strani Cadwalladerjeve. Kaiserjeva je najprej prikazana v bazenu na Tajskem, kjer so jo filmski ustvarjalci izsledili. Takrat se je odločala, ali bo razkrila dogajanje v podjetju Cambridge Analytica. Afera je že naraščala in vedno več informacij je prihajalo v javnost. Toda v tistem času vpletenost podjetja v kampanjo za Brexit še ni bila potrjena. Dokumentarec prikazuje, kako sprejema to odločitev, čeprav ne omenja, da je bila odločitev sprejeta šele potem, ko je Cadwalladerjev časopis objavil članek o njeni vpletenosti v kampanjo blatenja na nigerijskih volitvah leta 2015. Številka 7. Vernon, Florida je nenavaden dokumentarec, iz katerega so ljudje v 45 letih od izida razbrali različne pomene. Zgodba v ozadju dokumentarca je prav tako nenavadna kot sam film. Vernon je majhno mesto v severozahodnem delu Floride s približno 885 prebivalci v času izida dokumentarca. Pridobilo je nekaj nacionalne pozornosti zaradi grozljive statistike, ki je mestu prinesla vzdevek Noob City. 2/3 vseh zavarovalniških zahtevkov za nesreče z izgubo okončin v Združenih državah v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja je izhajalo prav iz tega majhnega mesta. Zavarovalniški preiskovalci so bili prepričani, da gre za nekakšno prevaro. Mnogi od teh zahtevkov so bili na prvi pogled razumni, vendar je že malo raziskovanja razkrilo sumljive podrobnosti, ki bi vzbudile vprašanja tudi brez tako velikega števila zahtevkov iz tega mesta. Vendar nikoli ni bilo dovolj dokazov, da bi poroto prepričali, da je bil katerikoli primer goljufij. Za mnoge je bilo nepredstavljivo, da bi nekdo namerno odstranil svoj ud samo zaradi denarja. Prav ta zgodba je pritegnila filmskega ustvarjalca Errola Morrisa v mesto. Želel je posneti dokumentarec o amputirancih, ki so zdaj poskušali nadaljevati svoje življenje brez roke ali noge, ter o nenavadnem okolju, v katerem so živeli. Moral je biti nekaj v Vernonu, kar je ljudi prisililo, da so se zatekli k tako drastičnim ukrepom. Dvakrat je prišel Vernon, da bi posnel ta dokumentarec. Drugič je živel v Vernonu 1 leto, vendar so ga njegovi sogovorniki sprejeli sovražno in mu grozili. Namesto da bi posnel dokumentarec o Noob Cityju, se je Morris odločil za drugačen pristop in ustvaril nekaj povsem drugega. Vernon, Florida je drugačen od večine drugih dokumentarcev. V njem so intervjuji z nekaj prebivalci, ki govorijo neposredno v kamero. Dovoljeno jim je govoriti o čemerkoli želijo, brez prekinitev ali vprašanj filmske ekipe. En moški govori o divjih živalih, ki jih je ujel in jih imel za hišne ljubljenčke, vključno z rakunom in želvo. Drew pripoveduje zgodbe o lovu na divjega purana, ki ga je opravil, in razlaga, kako je zbral različne trofeje, ki jih ima razstavljene. Par govori o tem, kako sta šla v Nevado in nabrala pesek z mesta prvega preizkusa atomske bombe. Pesek hranita v kozarcu in verjameta, da raste. Čeprav so številni gledalci zasmehovali njihove sogovornike in njihove nekoliko ekscentrične navade, se zdi, da v samem dokumentarcu ni ničesar posmehljivega. Morris je prevzel projekt, ki je bil o nečem, o čemer njegovi sogovorniki niso želeli govoriti, in jim namesto tega prepustil nadzor nad pripovedjo. Karkoli že je. Številka 6. Med vietnamsko vojno je bilo več kot 1000 ameriških vojakov zajetih in odpeljanih v vojno ujetništvo. Le 32 jim je uspelo pobegniti iz taborišč za vojne ujetnike in se varno vrniti domov. Od teh je bil Dieter Dengler šele drugi. Po 6 mesecih ujetništva je Dieter Dengler pobegnil iz taborišča v Laosu in bil na koncu rešen s helikopterja. Dokumentarec iz leta 1997, Little Dieter Needs to Fly, omogoča Dieterju Denglerju, da pove svojo zgodbo. Denglerjeva želja po letenju se je začela že v mladosti v črnem gozdu v Nemčiji, kjer je odraščal. Njegova vas so med drugo svetovno vojno uničile zavezniške sile in njegova družina je zapadla v revščino. Toda, ko je videl zavezniška, še posebej ameriška letala, ki so letela nad njim, je Dengler začel sanjati, da bi postal pilot. V dokumentarcu se vrne v vas, kjer je odraščal, in pripoveduje o tem, kako je njegova mati kuhala tapete, ki so jih nabrali iz uničenih hiš, da bi jih uporabili kot hrano. Tudi po koncu vojne je bilo za družino izjemno težko uiti revščini. Dengler je delal kot vajenec pri nasilnem kovaču, vendar nikoli ni opustil svojih sanj.
Leta 1956 je pri komaj 18 letih štopal do Hamburga in se z ladjo odpravil v New York. Leta 1957 se je pridružil ameriškim letalskim silam. Denglerju v letalskih silah ni uspelo uresničiti želje po letanju. Opravil je preizkus za letalske kadete, vendar so lahko piloti postali le diplomanti fakultet. Kljub temu ni obupal in se je vpisal na fakulteto, da bi pridobil diplomo iz aeronautike. Končno se je pridružil programu usposabljanja letalskih kadetov ameriške mornarice in končno uresničil svoje sanje. Do takrat so ZDA že postale vpletene v vietnamsko vojno. Leta 1965 se je njegova eskadrilja pridružila letalonosilki USS Ranger in odšla v Vietnam. Le nekaj mesecev po prihodu v Vietnam je bil Dengler v avion zastreljen nad laoško džunglo. Nevihte in dim iz gorečih polj so pomenili slabo vidljivost in izgubil je iz vida druge pilote. Po 2 urah in pol letenja nad sovražnim ozemljem je bil Dengler avion zastreljen. Kmalu so ga zajeli vojaki Pathet Lao in ga vzeli za ujetnika. V dokumentarcu Denglera odpeljejo nazaj v Laos, da bi mu pomagali opisati svojo preizkušnjo. K sodelovanju so povabljeni domačini, da pomagajo pri ponovni uprizoritvi trenutkov, čeprav to običajno pomeni le, da stojijo okoli Denglera, medtem ko pripoveduje svojo zgodbo. Po Denglerjevih besedah je bilo veliko moških, ki so nastopali v filmu, prestrašenih, zato jih je moral pomiriti, da ni nič narobe in da gre le za film. V dokumentarcu Dengler opisuje pretresljive preizkušnje, vključno z mučenjem in stradanjem. Vendar se v nobenem trenutku ne vznemiri, niti ne postane pretresen. Zgodbo običajno pripoveduje z nekakšnim navdušenjem ali stvarnim tonom, zaradi česar se skoraj zdi, kot da starec pripoveduje vojne zgodbe svojim vnukom. To pa zgodb ne naredi nič manj vznemirjajočih, še posebej, ko opisuje halucinacije, ki jih je doživljal zaradi lakote in bolečine. Dengler in njegovi sojetniki v taborišču blizu Park Kunga so skovali načrt za pobeg. Bil je tvegan načrt, ki je vključeval odvzem orožja stražarjem in ni se izpeljal točno tako, kot so si želeli, vendar je bila to njihova edina možnost za preživetje. Nažalost, večina tistih, ki so sodelovali v načrtu, ni preživela. Preživeli so le Dengler in še 2 druga, čeprav so bila druga 2 kasneje ponovno ujeta. Kar postane jasno, potem ko Dengler pobegne iz taborišča, je, da naslov dokumentarca ni povezan samo z njegovo otroško željo. Edina pot iz džungle je s helikopterjem. Po več poskusih signaliziranja za reševanje so Denglerja končno našli. 20. julija 1966, 23 dni po njegovem pobegu. Sprva posadka ni mogla verjeti, da je ameriški vojni ujetnik, saj je od njegovega zajetja minilo že toliko časa, vendar jih je uspel prepričati. Številka 5. Govorice o ljudeh ali bitih, ki živijo v predorih pod New Yorkom, obstajajo skoraj tako dolgo, kot obstajajo sami predori. Te zgodbe so vključevale vse od preprostih brezdomcev do nevarnih kriminalcev in celo nadnaravnih bitij. V zgodnjih 90. in 2000 letih je fascinacija nad tem, kaj ali kdo bi lahko živel v predorih pod New Yorkom, privedla do serije knjig in dokumentarcev o tako imenovanih krtovskih ljudeh. Dokazano je bilo res, da so ljudje živeli v podzemnih predorih, vendar pa zgodbe, ki so krožile o teh ljudeh, niso bile ravno resnične. Voices in the Tunnel in Search of the Mole People je bil eden izmed dokumentarcev, ki je poskušal priti do dna temu, koliko od teh zgodb je bilo resničnih. Dokumentarec iz leta 2008 je navdih črpal iz knjige pisateljice Jennifer Toth. Leta 1993 je Jennifer Toth izdala knjigo Krtovski ljudje, življenje v predorih pod New Yorkom. Po besedah Jennifer Toth je večkrat obiskala predore, vključno s Freedom Tunnel, kjer je trdila, da je bila priča celotni družbi ljudi, ki so le redko, če sploh kdaj, hodili na površje. Bili so učitelji, izvoljeni župani in celo otroci, ki so se rodili pod zemljo. Ljudje so večinoma preživeli s tem, kar so lahko našli, le redki so hodili na površje iskat zaloge. Totova knjiga je postala eno najbolj znanih del na to temo, čeprav so ljudje kmalu začeli dvomiti v njene zgodbe. Totova knjiga je vključevala veliko intervjujev s prebivalci tunelov, vendar so vsaj nekatere od teh zgodb popolnoma izmišljene. Tudi strokovnjaki za podzemno železnico so tudi opozorili, da je postavitev tunelov nemogoča, kar postavlja pod vprašaj Totove pripovedi o tem, kar je dejansko videla. Kljub polemikam ni bilo dvoma, da so v tunelih dejansko živeli ljudje, vendar nikakor ne v takšnem obsegu, kot je trdila Totova. Glasovi v tunelu spremljajo filmske ustvarjalce Vika Davida, Kenya Cherryja in Erika Oberholzerja, ko se podajajo v tunele v iskanju resnice.
Vključuje intervjuje s Totovo, kjer pojasnjuje, kaj jo je sploh pritegnilo k tej temi, pa tudi z ljudmi, ki so dejansko živeli v tunelih. V nekaterih primerih je težko verjeti zgodbam, ki jih pripovedujejo intervjuvani brezdomci. Možno je, da so nekateri izmed intervjuvanih moških že vzeli življenje, vendar je prav tako možno, da se le hvalijo s kaznivimi dejanji, ki jih nikoli niso storili. Dokumentarec so kritizirali, da morda izkorišča svojo tematiko. Za razliko od drugih dokumentarcev o ljudeh, ki živijo v predorih New Yorka, ustvarjalci filma Glasovi v predorih niso imeli nobene povezave z brezdomno skupnostjo tam in ni jasno, ali je kdorkoli, ki je bil predstavljen, sploh imel kakršnokoli korist od dokumentarca. Številka 4. Na prvi pogled je Gates of Heaven dokumentarec o pokopališčih za hišne ljubljenčke. To je preprosta premisa, za katero so celo drugi filmski ustvarjalci tistega časa menili, da ne bo dovolj za celovečerni film. A 85-minutni dokumentarec je uspel pritegniti pozornost širše javnosti in filmskih kritikov, ter ostaja priporočen dokumentarec več kot 45 let po svojem nastanku. Gates of Heaven so prvi dokumentarec Errola Morrisa in je prekinil z vsemi ustaljenimi praksami, ki so bila v industriji dotlej običajne. To ni dokumentarec tipa Muha na steni, ki je bil priljubljen leta 1978, ko je bil film izdan, ampak dopušča, da udeleženci sami prevzamejo pripoved. Vsak kader je skrbno postavljen, vendar se zdi, da izza kamere ni veliko nadzora nad smerjo pogovorov. Gates of Heaven se začnejo s spremljanjem zgodbe Floyda McClura, lastnika pokopališča za hišne ljubljenčke. Pojasni, kako mu je bilo vedno mar za živali in da je kot otrok pomagal prijatelju hitro pokopati psa, preden so ga odpeljali smetarji. Ko je McClure izgubil svojega psa, je našel kos zemlje, za katerega je menil, da je primeren, in je določil 1 akro samo za pokop. S časoma so z njim prihajali tudi drugi v upanju, da bodo lahko svoje ljubljenčke pokopani dostojanstveno. Toda po besedah McClura je dal srce pred denar, kar je pomenilo, da je do časa snemanja dokumentarca njegovo pokopališče za živali že zaprlo vrata. Morrisa je najprej pritegnila tema njegovega filma, ko je bral časopisni članek. Na pokopališču je bilo pokopanih na stotine hišnih ljubljenčkov, ki so jih zdaj po zaprtju McClurovega podjetja preselili v Napa Valley. V drugi polovici filma so predstavljeni intervjuji z družino Harberts, ki je bila lastnica parka Bubbling Well Pet Memorial Park. Družino sestavljata starša, ki sta začela podjetje, in 2 odrasla sinova, ki imata vsak svoje edinstveno mnenje o poslu in življenju nasploh. Dan, eden od sinov, je še posebej bolj zavzet za igranje glasbe v dolini, kot pa za družinski posel. Poleg tistih, ki so neposredno vključeni v posel s pokopaniščem za hišne ljubljenčke, je v dokumentarcu intervjuvanih še nekaj drugih oseb. Ena od teh je Florence Rasmussen, starejša gospa, ki je živela v hiši s pogledom na McClurejevo pokopališče. Njen intervju se začne z razpravo o hišnih ljubljenčkih in živalih, nato pa zaide v različne zgodbe iz njenega življenja, ki se zdijo popolnoma nepovezane s poslom pokopališča za hišne ljubljenčke. Govori o vnuku, ki ga je vzgojila, o avtomobilih, ki mu jih je kupila, in o njegovem propadlem zakonu. Pogosto si nasprotuje, vendar jo je njen dolg in neukrajšan intervju naredil za zvezdo dokumentarca. Intervjuvali so tudi par, ki je pravkar pokopal svojega ljubljenčka na Bubbling Wells. Par govori o tem, kako je hišni ljubljenček več kot le predmet, zaradi česar je težko ugotoviti, kaj storiti, ko umrejo. Ženska pripomni, tam je tvoj pes, ampak kje je tisto, kar ga je premikalo? Moralo je biti nekaj, kaj ne? Za mnoge gledalce je Gates of Heaven več kot le film o pokopališčih za hišne ljubljenčke, saj se dotika filozofskih vprašanj o življenju in o tem, kaj pomeni ljubiti in izgubiti. Ne glede na to, ali gre za družinskega člana ali hišnega ljubljenčka. Številka 3. Netflix je izdal kontroverzno dokumentarno serijo, ki je hitro postala ena najbolj gledanih oddaj na platformi v tistem času. Sean Combs. Obračun je preučevala vzpon in padec glasbenega mogotca, vključno z opisi nekaterih najbolj grozljivih zločinov, za katere je bil obtožen. Combs je bil pomemben igralec v glasbeni industriji že v 90-ih let. Po besedah številnih njegovih obtoževalcev naj bi bilo njegovo nadzorovalno in nasilno vedenje prisotno ves ta čas. Ko se je seznam obtožb proti njemu večal, so njegove domove preiskali agenti Ministrstva za domovinsko varnost in bil je aretiran zaradi številnih obtožb. Po dolgem sojenju je bil maja 2025 spoznan za krivega 2 manjših obtožb, za katere je bil sojen, in obsojen na 15 mesecev zapora. Po navedbah dokumentarca Netflix je bilo to le vrh ledene gore. The Reckoning je izvršno produciral Curtis Jackson, bolj znan kot rapper 50 Cent.
Jackson je imel dolgoletni spor s Combsom, vendar je po besedah raperja želel posneti dokumentarec, da bi dal glas žrtvam. Zato dokumentarec v veliki meri sestavljajo intervjuji z ljudmi, ki so Combsa poznali skozi njegovo kariero in lahko pričajo o nekaterih temnejših delih njegovega življenja. Med intervjuvanci so bili prijatelji iz otroštva, poslovni partnerji in umetniki, ki so bili podpisani pri njegovi založbi. Opisali so človeka, ki je hotel nadzorovati vse okoli sebe in ki se ni zdel pretirano zainteresiran za misli in prispevke drugih ljudi. Eden od umetnikov je opisal 14-dnevne cikle, v katerih je Combs ostajal buden 2 tedna zapored, pogosto pod vplivom prepovedanih substanc in je druge izvajalce zadrževal v snemalnem studiu, medtem ko je delal na glasbi. A vendar so nekatere najbolj pretresljive in srhljive zgodbe iz dokumentarca prišle od ljudi, ki naj bi bili žrtve Combsa. Aubrey O'Day je pevka, ki je postala slavna po svojem nastopu v oddaji Making the Band 3, MTV-jevem šovu, ki ga je ustvaril Combs. O'Day je postala izstopajoča zvezda in vodilna članica skupine Danity Kane, dekliške skupine, ki jo je mentoriral Combs. Čeprav se je zdelo, da je bila primerna za to vlogo, so jo po nesoglasju z njim izključili. Takrat je bilo malo podrobnosti o tem, zakaj se je to zgodilo. Combs pa je preprosto trdil, da se je v času, ko jo je poznal, spremenila. V dokumentarcu O'Day deli neprimerna e-poštna sporočila, za katera trdi, da so od Combsa. Domnevno gre v podrobnosti o tem, kaj bi rad naredil. O'Day je zavrnila sodelovanje pri kakršnikoli dejavnosti in verjame, da je bila zato na koncu odpuščena. To samo po sebi bi bilo že dovolj slabo, vendar O'Day tudi razkriva, da je Combs morda šel dlje od besed. Po izjavi pod prisego je druga ženska trdila, da je vstopila v sobo in našla O'Day nezavestno. Combs in še en moški pa sta se z njo neprimerno vedla. To je čustven intervju, ki pomaga prikazati resnično zgodbo obtožb proti Combsu, ki bi jih lahko zasenčila bolj senzacionalistična poročanja. Dokumentarec ostaja sporen. Preden je bil objavljen, ga je Combsova ekipa opisala kot napadalni prispevek, ki je uporabljal avtorsko zaščiten posnetek, pridobljen na nezakonit način. Posnetek je bil posnet le nekaj dni pred Combsovo aretacijo in prikazuje, kako se s svojim odvetnikom za obrambo pogovarja o tem, kako naj ravna in ohranja videz. Ekipa je Netflixu pred izidom dokumentarca poslala poziv k prenehanju kršitev, vendar je dokumentarec še danes na voljo. Številka 2. Ko se je začelo sojenje proti nekdanjima direktorjema Enrona, Jeffu Skillingu in Kenu Laju, je tožilec v uvodnem govoru črpal navdih iz dokumentarca, ki je bil izdan leto prej. Sojenje proti Skillingu in Laju se osredotoča na primere goljufije, ki so na koncu privedli do propada podjetja. Dokumentarec je pokazal, kako je bila ta goljufija razkrita, ter vse druge grozljive stvari, ki jih je Enron počel, a jih primer ni zajemal. Enron, najpametnejši v sobi, je temeljil na istoimenski knjigi novinarjev Bethany McLean in Petra Elkina. Leta 2000 je bil Enron eno največjih podjetij v Ameriki. Začelo se je kot še eno naftno in plinsko podjetje, osredotočeno na dostavo teh virov potrošnikom, a kmalu je začelo staviti na cene plina in iz teh poslov ustvarjalo ogromne dobičke. Podjetje se je razširilo na različna področja, vključno s filmi na zahtevo in celo vremenskimi izvedenimi finančnimi instrumenti. Dokumentarec prikazuje Enron, kako izgublja denar, medtem ko daje vsem drugim vtis, da mu gre dobro. Sprejel je računovodsko metodo, ki mu je omogočal, da je lahko takoj prikazal vse pričakovane dobičke. To je pomenilo, da je lahko, ko je začel graditi elektrarno v Indiji, takoj prikazal ves denar, za katerega je predvideval, da ga bo zaslužil s tem projektom. Enronove izgube in dolgovi so bili skriti v slamnatih podjetjih, ki jih je imel v lasti Andy Fastow. Fastovova podjetja so kupovala nedonosna sredstva, kar je pomenilo, da niso bila v poslovnih knjigah podjetja. To so bile kriminalne finančne transakcije, zaradi katerih je vodstvo Enrona pristalo pred kongresnim odborom. Vendar to niso bile edine temne dejavnosti, ki jih je razkril dokumentarec. Enron se je vključil v na novo deregulirani elektroenergetski sektor v Kaliforniji. Ugotovili so, da če v določenih trenutkih izklopijo svoje elektrarne, lahko umetno ustvarijo pomanjkanje električne energije, kar je zvišalo cene. To je prispevalo k izmeničnim izpadom elektrike, ki jih je država doživela v letih 2000 in 2001. Približno v tem času sta dve ženski začeli bolj podrobno preučevati podjetje Enron. Ena od teh je bila Bethany McLean, novinarka revije Forbes. Revija Forbes je podjetje Enron dosledno ocenjevana zelo visoko, vendar je Bethany McLean podrobneje pogledala, kaj je podjetje objavljalo in ugotovila, da ne more ugotoviti, kako točno podjetje ustvarja dobiček.
V dokumentarcu pojasnjuje, kako je uspelo dobiti sestanek z nekom iz podjetja v majhni sobi brez oken. Trdili so, da so ji stvari razložili, vendar številke še vedno niso bile smiselne. Marca 2001 je objavila članek z naslovom Is Enron Overpriced? Ni trdil, da se dogaja kaj nezakonitega, vendar si je zaradi tega prislužila posmeh strani Enrona. Trdili so, da je bil članek objavljen samo zato, ker je Forbesov konkurent pred kratkim objavil članek, ki je hvalil podjetje. McLeanova je ena glavnih intervjuvank v dokumentarcu. Zna razložiti, kakšne finančne posle so izvajali in s kakšnimi težavami so se soočali vsi, ki so želeli raziskovati podjetje. Druga intervjuvanka je Sharon Watkins. Watkinsova je bila podpredsednica za razvoj pri Enronu. Avgusta 2001 je tudi ona pregledovala številke podjetja in odkrila nepravilnosti. To ni bilo zgolj ustvarjano računovodstvo. Napisala je anonimno sporočilo generalnemu direktorju podjetja in se nato z njim osebno pogovorila. Podjetje je trdilo, da bo izvedlo preiskavo njenih pomislekov, vendar ta ni bila neodvisna in težava je bila ponovno prezrta. Toda zdaj je vedno več ljudi začelo postavljati vprašanja o Enronu. Ko je škandal končno prišel na dan, so odkrili Watkinsino sporočilo in pričala je pred kongresnim odborom. Jasno je povedala, da so ljudje v podjetju vedeli, kaj se dogaja in da to ni bil primer nekaj posameznih nepoštenih trgovcev. Leta 2002 je bila imenovana za eno izmed oseb leta revije Time kot ena od 3 žvižgačev. Skilling in Lay sta bila oba spoznana za kriva več obtožb zaradi goljufije. Vaj je umrl, preden bi lahko začel prestajati zaporno kazen, medtem ko je Skilling odslužil 12 let v zaporu. Številka 1. Mislim, da sva zdaj sama, dokumentarec iz leta 2008, ki je postal še bolj aktualen, saj je za oboževalce vse lažje vzpostaviti parasocialne odnose s slavnimi osebami, ki jih občudujejo. To povzroča nelagoden občutek ob gledanju, vendar ponuja nenavaden vpogled v to, kako izgleda življenje oboževalcev, ki gredo predaleč. Dokumentarek spremlja Jeffa Turnerja in Kellya McCormicka, dva oboževalca pop-pevke iz 80-ih, Tiffany, ki so ju drugi oboževalci in mediji razglasili za zalezovalca. Oba menita, da sta na nek način v razmerju s Tiffany, film pa osvetljuje, kako je ta obsedenost oblikovala njuno življenje. Turner je 50-letni moški iz Santa Cruza v Kaliforniji. Na začetku dokumentarca pojasni, da se s Tiffany poznata večino svojega življenja. Pokaže svojo zbirko spominkov, ki vključuje revije, v katerih je bila ona, in fotografije, ki sta jih skupaj posnela na srečanjih z oboževalci. Ves čas jo imenuje osebno prijateljico, tudi medtem, ko razkazuje prepovedi približevanja, ki jih ima proti njemu, in časopisne izrezke o njegovih poskusih, da bi se ji približal. To je vključevalo tudi primer, ko se ji je približal z mečem. Turnerjeva obsedenost ga je pustila izoliranega, živi v hiši polni smeti, pa tudi spominkov iz preteklosti. Ima pa nekaj prijateljev, ki so bili intervjuvani za dokumentarec. Oni poudarjajo, da Turner živi z avtizmom, kar je prispevalo k njegovi obsedenosti in izolaciji. McCormick je druga oseba, ki je predstavljena v dokumentarcu. Je iz Denverja v Colorado, njena obsedenost s Tiffany pa se je začela v najstniških letih. Imela je kolesarsko nesrečo, zaradi katere je bila nekaj časa v komi, in v tem času je McCormick sanjala o ženski, ki jo je pripeljala na varno. Ko se je zbudila, so ji predstavili glasbo Tiffany in jo je prepoznala kot žensko iz svojih sanj. McCormick verjame, da ji je usojeno biti s Tiffany. Na eni neprijetni in žalostni točki med dokumentarcem razpravlja o razmerju Tiffany z možem. McCormick verjame, da ji je ta moški ukradel identiteto in življenje ter da laže Tiffany. Jasno je, da je duševna bolezen dejavnik tako pri Turnerju kot pri McCormicku. Včasih se zdi, da dokumentarec to izkorišča, še posebej v zadnjem delu. Turner in McCormick se prvič srečata, da bi obiskala koncert Tiffany v Las Vegasu. Vidimo ju, kako plešeta in sta očarana nad njo. Nobena njena glasba ni vključena v dokumentarec, koncert pa spremlja tiha in žalostna spremljevalna glasba. Ob koncu koncerta se Turner in McCormick srečata s svojim idolom na srečanju z oboževalci. Vidimo le kratke utrinke Tiffany, vendar je jasno, da je ob srečanju neprijetno. Nažalost, v Turnerju ali McCormicku očitno ni pomagalo, oba pa zapustita prizorišče z občutkom, kot da sta imela resnično in edinstveno povezavo z umetnikom. Dokumentarek so označili kot nepristranski pogled na duševno bolezen in omogoča Turnerju in McCormicku, da brez prekinitev ali nasprotovanj povesta svoji zgodbi. Najlepša hvala, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček.
Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.